Pozdravljeni vsi skupaj. Tokrat bi vam rad pokazal nasvet ali dva za eno specifično vajo, in sicer stranski plank. Stranski plank je super vaja, ampak ima eno malo težavo. Marsikdo ima težave tudi po naših izkušnjah, da stranskega planka ne mara preveč zaradi ene specifične težave. Velikokrat se zgodi, da pri stranski pori je problem rama oziroma roka. Zdaj, lahko je zgolj samo roka, po domače povedano, prešvoh, da tega napora ne zdrži, da ne zdrži te teže. Druga specifika je pa res bolj kot ne specifika in se malo razlikuje od posameznika do posameznika, ki pa je posledica neke telesne drže, nekega neoptimalnega položaja ramenskega sklepa. Zdaj, to, kar bom jaz danes povedal, bo bolj kot ne za tiste, ki spadate v prvi tabor. Torej, ta vaja vam je enostavno pretežka za ramo. Trup bi zdržal, vajo bi si želeli izvajati, ampak roka enostavno ne zdrži. Če spadate v drugi tabor, nič hudega, lahko poskusite. Torej, če vedno imate težave z ramo, da je rama tisti problem pri sami vaji, pa bi vajo radi izvajali, seveda lahko poskusite, in če funkcionira, potem super. Če pa slučajno ne funkcionira, pa poskusite res vse, kar bom povedal v tem videu, potem pa ne na silo in se ne siliti. Potem raje vprašajte koga od nas, da najdemo neko rešitev, kako lahko to vajo nadomestimo, če želite pač neko verzijo te vaje tudi izvajati. Zdaj bom jaz to kar pokazal. Pokazal bom pa, oziroma bomo šli kar lepo po korakih. Zdaj bomo šli najprej, večinoma se bom zadržal pri temu planku, ko so kolena na tleh, torej ne bomo šli tistega polnega, ker tisti, ki ima težave z ramo, ima verjetno že pri tej izvedbi težave z ramo. Verjetno že vsi vemo, da je podlaht na tleh. Zdaj, tukaj je več opcij. Lahko je dlan usmerjena v tla, lahko je takole pest stisnjena. Tukaj načeloma jaz ne forsiram preveč in pustim posamezniku, da si izbere tisto opcijo, ki mu bolj odgovarja, oziroma v kateri opciji ima boljši občutek v sami roki. Meni osebno odgovarja ta. Zdaj bom pa tudi povedal, zakaj. Odgovarja mi zato, ker imam pest lahko stisnjeno. Kasneje razložim, zakaj to velikokrat pomaga. To bo tudi eden od korakov, ki ga lahko poskusimo. Ampak predno gremo tja, bom povedal najprej nekaj o usmeritvi podlahti. Zdaj, plank se lahko izvaja na tak način, da je moja podlaht usmerjena pač v tisto smer, kamor jaz tudi gledam. Zdaj, to je seveda čisto super, to je neka normalna izvedba. Ampak jaz bom pokazal eno drugo izvedbo, da je podlaht pod rahlim kotom, recimo 45 stopinj, v primerjavi s smerjo, kamor gledam. Zakaj pod kotom? Zaradi enega samega razloga, ker problem pri rami je običajno tole, kar zdajle jaz kažem. Torej, visim na svoji lastni rami. Moja rama je izven nekega nevtralnega položaja in sčasoma ali pa kar takoj je lahko boleče. Ali pa se že tresem, vidite, da se praktično že cel tresem, zato ker je moja rama tako nestabilna, da mi nudi nobene opore. Torej, želim ne to, ampak aktivno ramo. Torej, prvi nasvet je ta, da kakršenkoli položaj že sicer imamo, odrinem tla stran od sebe. Torej, rama ni pasivna. Močno se odrinem, rama posledično takole potuje stran od ušesa in tudi tukaj spredaj moram imeti občutek odprtosti. Torej, rama ne sme takole uhajati naprej. Mora biti zadaj. Zdaj, če že samo to naredim in v tem položaju ostanem, verjetno, če se potipate, boste začutili tukaj, kjer je zdaj z roko, tukaj le zadaj, ena taka velika mišica je, malo se celo izboči. Pri nekaterih boste čutili, da je napeto, da ni mehko. Drugače povedano, če vam zdaj obrnem hrbet in vam pokažem to mišico, kaj želimo? V bistvu mi želimo, ko se odrinemo, ne čutiti toliko ta del rame, ker verjetno se že na posnetku vidi, jaz, ko sem se odrinil, sem aktiviral tale spodnji del, za pazduho pa nižje, posledično je tale del rame mehak. Torej, čisto je mehko, kot neka želatina. Okay? Če pokažem še s hrbta, torej takole. Takole izgleda, če sem sključen in aktiviran.
aktivno odrinjen. In zdaj čutim tukaj, ko s prsti kažem, ta del, ves ta del, velika mišica je, vse tole je čvrsto in aktivno. Rama je stran od ušesa, ni potisnjena naprej, ampak nazaj. Ok, to je prva stvar. Lahko se zgodi marsikomu, če že samo to izvede, pa bo udobje v plenku bistveno boljše. Ni pa nujno. Pokažem zdaj še naprej. Zdaj, v tem položaju se marsikomu zgodi, da tega ne začuti dobro, da nekako nima občutka, ne uspe s kontrolo popeljati lopatice dol. Zato pa imam jaz tukaj trik, da jaz roko dam v takle kot. Zakaj? Ker zdaj pa jaz lahko tale moj komolc, ko se odrinem, kot da bi ga želel potegniti. Zdaj bom potegnil po blazini, ampak to seveda ne želimo. Ponazorim, želim nekako napet, nakazati ta pritek komolca, pritegnem ga pa točno v tej smeri, kamor kaže sama podlaht. Če bi ven skozi moj komolc gledala puščica, telo katere je takole skrit v moji podlahti, točno v tej smeri potegnem komolc, takole rahlo nazaj, medtem ko se odrinem od podlage. V večini primerov potem ljudje lažje začutijo ta del in kar naenkrat začutijo stabilnost v rami in v celotnem trupu. Torej, to je v bistvu tisti najpomembnejši trik tega videa, ki ga želim prikazati. Že če samo to poskušate dobro zavestiti, pa da je potem komolc dovolj visoko, da je rama mehka, kaj pomeni visoko. Torej, če imam jaz, vse to lahko naredim super, ampak če imam jaz roko preblizu, tako zdaj pretiravam, potem bo ta del rame bolj čvrst in lahko še tako dobro to naredim, kar sem zdaj razložil, bo ta del rame preobremenjen in ne bom stabilen in bom spet čutil, mogoče niti ne bolečino, ampak že po 1-2 ponovitvah se mi bo ta del rame tako utrudil, da vaje ne morem več izvajati. Tako da komolc oziroma cela podlaga gre takole visoko. Še najlažje je, še predno se odrinem, da je komolc mogoče celo kakšen centimeter bolj v tisto smer in ne točno pod ramo. Ker potem, ko jaz dejansko, čeprav je moja nadlahtnica zdaj malo po strani, ko grem jaz dejansko v plenk, potem je moja nadlahtnica že bolj po konci. Iz tega razloga dam namenoma kakšen centimeter višje gor. Tako da to je v bistvu ta osnova. To je to. Zdaj, če je že to težava, oziroma če v tem položaju čutite, da je vse ok, pa potem poskusite narediti plenk in potem še vedno čutite, da je rama prešibka, potem bo samo to že dovolj velika napetost oziroma dovolj velika obremenitev. Da ne trenirate ramo in kontrolo do tega, da boste potem lahko izvajali potem različne plenke, je že samo tole dovolj in se zadrži 5-10 sekund, samo ta položaj. To je v bistvu najbolj osnovna različica plenka. Tudi tukaj, če se potipate, čeprav zavestno nič ne delate s telesom, samo skrbite, da ste relativno poravnani, boste tukaj potipali, boste čutili, da je majčkeno bolj napeto v primerjavi s to stranjo trupa, ki je bolj mehka. To pomeni, trup dela, samo pač ta različica ni tako zelo zahtevna. Ok, zdaj pokažem drugi trik. Tukaj imam žogco. Jaz sem prej omenil, da jaz rad pri plenku stisnem pest. Lahko tudi sami poskusite. Lahko se primete takole konkretno za pazduho, s palcem tle tipam ta sprednji del mišic, s prsti tukaj malo ta del rame in nekako poskušam samo biti v tem položaju, relativno sproščen in potem samo močno stisnem pest. Stisnete maksimalno in boste pod roko začutili, da so se tudi te mišice okrog rame avtomatsko aktivirale, brez da bi vi to sami hoteli. Torej, če jaz stisnem pest, bo moja ne samo pest pa podlaht, ampak vključno tudi cela rama, kjer je pa rama velik, bom rekel kompleks, ni to en tak mehen sklep, ampak je to cel kompleks, na ramo vpliva tako prsna mišica kot praktično tretjina hrbta. Ko je rama močna, je potem tudi trup oziroma zgornja tretjina trupa bistveno bolj stabilna in potem vse različice stranskih plenkov bistveno bolje funkcionirajo.
Tako da, jaz lahko izvajam isto, če mi bolj ustreza, da samo pest stisnem, meni osebno to še najbolj ustreza. In mi funkcionira, stisnem pest, ker mi je to nekako domače. Zdaj pest nekomu ni tako logično stisniti, mogoče tudi čist res praktičen, realen primer, recimo sploh kakšne ženske imajo malo daljše nohte in dobesedno pesti se ne da stisniti, ker bi se potem z nohti porezale kožo ali se pa nohti polomili. Pač to je dejansko realno možno. V tem primeru damo nekaj v roke. Recimo kakšna teniška žogca, jaz imam pač to masažno, teniška žogca ali pa karkoli podobnega, da jaz to lahko stisnem. Tukaj potem nohti niso problem, ali pa če recimo ima kdo kakšno staro poškodbo, recimo da kakšen od prstov ni gibljiv, tudi to je lahko možno. Stisnem žogico, se odrinem, pritegnem komolec takole v tej smeri rahlo k sebi, čutim tukaj moč in potem imam vso stabilnost za kakršenkoli recimo plank. Ali je to malo težja varianta, ali je to neka srednja težavnost, ali je to malo manjša težavnost, ali pa zgolj ta začetna opcija je tudi lahko povsem zadosti. Zdaj, te žogice in pesti ni potrebno ves čas stiskati. Stisnem takrat, ko grem v akcijo. Torej, če imam jaz vmes pauzo, ne stiskam logično. Tik preden pa spet grem jaz v sam plank, pa samo pritegnem, stisnem in v tistem, ko stisnem, hop, grem v plank, držim močno pest toliko časa, dokler ta plank tudi držim in potem nazaj dol. Tako da, to je recimo tisto osnovno, kar sem želel v tem videu povedati. Ne bom šel skozi cel plank, ampak bolj sem želel nasloviti težavo v ramenu. Torej, če ponovimo, kar se tiče stabilnosti roke oziroma ramena pri stranskih plankih. To, kar sem zdaj razložil, velja za vse različne različice planka, ko sem naslonjen na podlaht. Torej, prva stvar, da se še enkrat ponovimo, je ta, da tla aktivno odrinem stran od sebe. Ne glede na to, v katero smer imam jaz podlaht tudi usmerjeno. Potem druga stvar, pomembno je, da roka ni preblizu. Tole verjetno že na oko ne deluje močno in stabilno. Tako da najbolje je, da gre rama malenkost višje, ker potem, ko bom jaz odrinil, potegnil in šel v plank, bo v ravno pravem položaju. Potem tretjič, kako vem, da je roka v relativno dobrem položaju, tako da spremljam svoje občutke. Prvič, tukaj moram čutiti delo. S tem delom mišic vlečem. Kot bi na nek način želel ta komolec, zdaj, če imam v tem položaju podlaht, k sebi vlekel, če imam v tem položaju, vlečem v tisti smeri, kamor sem prej rekel. Okay? To je zdaj kar se tiče aktivacije tega dela roke. Potem, kar je še pomembno, smo omenjali pest, stisnjena pest ali pa primemo nekaj v roke. To je pa v bistvu tisto, kar je ključno in glavno. Še enkrat opozarjam, rama je ogromen kompleks, dajmo temu tako reči, in če je cela rama, vključno z roko, čvrsta in močna, potem bo tudi stranski plank bistveno lažje šel skozi. Tukaj bom pa jaz kar končal. Seveda imamo tudi planke, kjer slonimo na iztegnjeni roki in tako naprej, to pa mogoče bolj material za naslednji video. Pa še to, predno zaključim, ne, to je zelo pomembno, pri vseh vajah, ne samo pri tej vaji, raje si izberem tisto različico, katero res dobro obvladam in pač tisto obremenim oziroma tisto delam po ponovitvah. Mislim, da sem tudi včasih kdaj omenimo na vadbah ali pa že v kakšnem našem videu, dajmo pustiti naš ego na strani, ko pač vadimo, treniramo. Bistveno več učinka bo, če jaz naredim to, pa bo to moj plank, pa to držim 5 do 10 sekund, pa potem malo sprostim, grem na drugo stran, na drugo roko, pa potem grem na drugo ponovitev, pa spet zadržim 5-10 sekund, je to bistveno boljše. Zakaj? Zakaj se siliti v neko izvedbo, ki je neudobna ali pa celo boleča? Samo zaradi tega, ker na internetu ali pa kjerkoli vidimo ljudi ali pa večino, ki pač vajo izvaja na tak način.
treba se sprijazniti s tem, da eni smo šibkejši, eni smo srednje močni, eni smo močnejši. In dajmo začeti tam, za kar imamo tudi sposobnost. Če čutimo, zdaj, če govorim v kontekstu točno te vaje, tukaj mora biti zelo dobra kontrola ramenskega obroča, da je vaja varna. Če čutimo pri vaji bolečine, napetosti v sprednjem delu, tukaj, zgornjem delu rame, ali pa tukaj le gor proti vratu, to definitivno ni ok in tega ne želimo. Mi želimo pri plenku obremeniti ta del ramena, tukaj, seveda stranski del trupa. Če bom dobro poskrbel za ramo, tako kot sem razložil v tem videu, potem bo telo in trup avtomatsko angažiran ravno toliko, kot mora biti. Ni neke potrebe po zavestnem dodatnem stiskanju trupa. Spet zakaj? Zdaj, ker je, že tretjič povem, je rama tako ogromen kompleks mišic, da če to dobro poštimam, potem bo vse ostalo se dobro zložilo skozi. To je to. Upam, da sem povedal kaj koristnega, dajte poskusiti, potestirati. Če kaj ne bo šlo, če vas res zanima, pa če dejansko poskušate to, kar sem tukaj razložil, pa zadeva še vedno ne funkcionira, spet lahko se zgodi, da imate neko specifično držo, zaradi katere vam ta opcija ne odgovarja. Spet drugič, lahko je samo moč toliko slabša, da pač tudi ta čisto osnovna verzija ne gre skozi. Potem seveda so tukaj druge rešitve, s katerimi lahko naslovimo to težavo in še vedno lahko stranski plenk izvajamo, samo pač ne na tak način. So tudi druge rešitve. Tako da, če spadate med tiste, dajte nas pač pocukati za rokav, napišite ali v komentarji ali na mail, dajte izkoristiti to, da imamo tole skupino in ne vem, naše digitalne medije, da nas povprašate tisto, kar vas zanima. Čau!